A je to bilo odločeno za sejo? Zakaj so zdaj vrata zaprta? Glejte, sam nekaj da povem, gospod ni nič kriv, gospod prav, boste rekli, da je vaš nadrejeni. Gospod Valentinčič iz Velenja mu je rekel, da seja odpade. Ne, ni mi on rekel, da seja odpade. On je meni postavil to zadevo. Vi ste meni rekel, da seja odpade. Seja se začne šele čez 10 minut. Jaz ne vem, kako lahko seja odpade, še preden se je začela. Zdaj je očitno s neko demokratično ureditvijo v mestnem svetu nekaj narobe. Ker drugačno mora odpadati seja, ki se še ni začela. Lahko pa povem, da so svetniki liste Zorana Jankovića zdajle tamle v jedilnici na klobasah, vampih in kruhu, na pijači in pač verjetno čakajo na to, da bodo lahko prisustvovali tej seji. Aha, da bodo bolj prišli na sejo in lahko potem sejemo naprej. Ok, jaz grem pa gor pogledati, če se je že kaj navolilo. Ja, tega so zvočni prevodniki. Spravljajo. Kaj spravljajo? A je to bilo odločeno za sejo? Zakaj so zdaj vrata zaprta? Seje so vedno javne. To je napad na demokracijo, tega ne bomo dovolili. Pusti me rotno. Slava je pa samo hvalisanje. Pa to pride se drugi razlog. Del spornega kanalizacijskega omrežja v izmeri približno 4 km teče čez vodovarstveno območje. Del spornega kanalizacijskega omrežja poteka čez potresno prelomnico. Študije o vplivih na okolje ni, pa čeprav gre pri vodi za vitalen interes prebivalstva. Pa razumi, kdor more. Celovitega gradbenega dovoljenja ni, ampak se s parcialnimi dovoljenji po vsej verjetnosti poskuša izigravati obstoječo zakonodajo. Gospod poslanec Državnega zbora Hršak iz Desusa je tako na izredni seji izrekel sledeče. Že v tem, da se kanalizacija gradi nad vodovodom, ki je glavni vir pitne vode za slovensko prestolnico, človek ne more najti logike. Ko pa se med revizijo pokažejo sumi nepravilnosti na več nivojih poteka projekta, pa človeku da misliti, da je stvar zrela za prijavo organom pregona. Gradnja poteka po trasah, kjer služnost še ni urejena ali pa je v nasprotju s služnostno pogodbo. Gospod Kramer je v Državnem zboru izrekel, če nima služnostnih pravic lastnikov, potem gradbena dovoljenja ne morejo biti izdana. Zadeva res smrdi. Vgradili ste tudi betonske kinete, ki naj bi zagotavljali vodotesnost. Na sliki vidimo, da te kinete že razpokajo. Torej ta projekt betonski kinete, tak tip konstrukcije na nestabilni podlagi ne more biti, ker ni narejen za tako podlago. Gre na kras, gre kamor so trdne zadeve. To je izrekel gospod Bandelli, ki se ukvarja z betonom. Sedaj, v primeru onesnaženja ljubljanske podtalnice lahko na prezentaciji vidimo izračun, koliko bo morala plačevati 4-članska družina za pitno vodo v plastenkah. Približno 1800 do 2000 evrov na leto. Ali ste Ljubljančani pripravljeni nameniti približno 2000 evrov na leto za pitno vodo, ko kanal popisti in se fekalije izlijejo v podtalnico? Menim, da ne, ker čisto vodo trenutno dobivamo tako. Glede na to, da je nova paradigma kolegov iz socialnih demokratov, ki jih danes žal ni med nami, se bojo v SD zagotovo strinjali z mnenji poslancev iz njihove državnozborske koalicije, ter po vsej verjetnosti tudi s svetnikom ter generalnim direktorjem inšpektorata za okolje,
gospodom Draganom Matićem, ki je tudi žal odšel od te seje, čeprav je bil tukaj, ki je pred dobrim letom na svoji Facebook strani napisal sledeče. Trasa poteka na območju podtalnice in popolnoma brez nadzora. Nemočni lastniki prekopanih njiv in vrtov so postavljeni pred dejstvo. Varnost v takšnih primerih ne sme biti relativno dobra ali odlična, temveč absolutna. Niti najmanjšega tveganja ne smemo dopustiti, da bi lahko odplake iz kanalizacije iztekale v dragocene zaloge pitne vode. Gotovo bi bilo še bolje, ko bi župan razmislil o alternativni trasi, ki ne bi ogrožala podzemnih zalog, iz katerih se prebivalci Ljubljane že 130 let oskrbujemo z vodo, katera kvaliteta je v evropskem merilu vrhunska. Torej, njegov zapis na najkrajši način povzema vse tiste pomisleke ter indice, ki kaže na to, da je s tem projektom, ki gre čez vodovarstveno območje, nekaj hudo narobe. Mi v Slovenski demokratski stranki nismo proti gradnji in izboljšanju kanalizacijskega omrežja. Podpiramo gradnjo kanalizacije, ampak ne čez glavni vir pitne vode za vso Ljubljano. To ni zdravorazumsko. Ali bi vi pristali, da nekdo gradi kanalizacijo čez vaše vodno zajetje? Seveda, da ne bi, ker dobro veste, da obstaja verjetnost, da bo kanalizacija popustila, se izlila in uničila vaš vodni vir, ki je za vas življenjskega pomena. Svetovni strokovnjaki pravijo, da nobena kanalizacija ni 100% vodotesna. Vprašanje za vse lastnike nepremičnin v mestni občini Ljubljana pa je, veste, koliko bodo vredne vaše nepremičnine, če nekega dne iz vaših pip ne bo več pritekla čista pitna voda? Kdo pa bo želel kupiti vašo hišo ali stanovanje in živeti tam, kjer voda, ki pride iz pipe, ni zdrava niti za tuširanje? Gospod župan, ki ga nažalost ni z nami, ali se vam zdi logično kopati po zemljiščih brez služnostne pravice in tako kršiti lastninsko pravico zapisano v ustavo, kopati brez gradbenega dovoljenja v spremstvu policijskega kordona? Slike tega nečastnega dogodka so seveda že prišle v Bruselj. Upamo si trditi, da je to edini projekt v Evropi, ki je financiran iz evropskih sredstev in ga mora za izvedbo ščititi policija. Tam, kjer kmetje še gnojiti ne smejo. Gospod župan čez vodonosnik vijugasto polaga kanalizacijske cevi s pretokom 200 litrov na sekundo. V enem dnevu bi se tako lahko izlilo ob katastrofi 17.280 kubikov fekalij in ostale nesnage v potalnico. Torej, v okviru enega samega projekta je gospod župan že kršil en člen ustave, drugi člen ustave pa resno ogroža. Gospod župan, s tem, ko gradite kanalizacijo po tej riskantni poti, ogrožate naša življenja, kajti brez vode življenja ni. Za vaše zanamce je življenje izven mesta že priskrbljeno. En sin se je tako že preselil v drugo državo, drugi sin se bo verjetno kmalu. Na vprašanje približno 60 krajanov Šentvida 4. junija 2018, kjer so krajani večkrat postavili vprašanje. Glejte, ok, vodotesno danes, ampak kaj pa čez 20 let, ko guma popusti, ko zagozde popustijo, kaj pa potem? Gospod župan verjetno se še spomni, kaj je odgovoril, kaj pa mene briga, čez 20 let mene več ne bo. Spoštovani svetniki, tisti, ki ste tukaj, ali verjamete, ali zaupate nekomu, ki tako pripravlja projekt, da bo ta projekt tudi čez 10, 20, 30, 40 let služil svojemu namenu in ohranjal ljubljansko čisto pitno vodo. In če še to ni dovolj velik razlog za skrb glede malomarne gradnje kanalizacije čez naš ljubljanski vodonosnik, potem imamo tukaj še notranjo revizijo Ministrstva za okolje in prostor.
ki potrjuje vse naše strahove o ogrožanju pitne vode. Namreč, kršen je zakon o varstvu okolja in evropska uredba. Sistem presoje vplivov na okolje ni deloval in na podlagi notranje revizije ministrstvo samo ne zagotavlja, da je bilo v okviru postopkov izdaje soglasij preverjeno, da ne bo prišlo do poslabšanja stanja vodnih teles, podzemne ali površinske vode. Če to ni alarmantno, potem jaz res več ne vem, kaj je. Glejte, tukaj sploh ne gre za politiko, levi, desni, sredinski. Vse ni pomembno, ker bistvo je sledeče. Če bomo dovolili, da se kanalizacija zgradi čez vodonosnik in ta kanalizacija popusti, se izlije in zavedno onesnaži našo pitno vodo, potem bomo vsi skupaj, na žalost, pili isti drek. Imamo neizmerno bogatstvo, katero nam zavida marsikatera prestolnica v svetu. Stopimo skupaj in zavarujmo čisto pitno vodo naše Ljubljane, glavnega mesta države. Hvala. Hvala, gospod Slabe, za izčrpno prezentacijo in tudi mnenje. K besedi vabim pa gospoda Pavla Zatlerja, ki je bil posebni vabljen na to sejo. Moram reči, da gospoda Zorana Jankoviča in Krištofa Mlakarja na tej seji ni. Kar izvolite. Spoštovani, sem Pavel Zatler, lastnik, eden izmed več 100 lastnikov parcel na tem področju, kateri smo bili izločeni pač iz pridobivanja gradbenega dovoljenja, danes pa za gradnjo naše parcele so nujno potrebne. Najprej bi vam rad pojasnil, kako to poteka, oziroma jaz vam bom pojasnil, zakaj ta kanal med Ježico in Brodom še ni zgrajen. Če nas ne bi bilo na tej trasi, ta kanal bi bil že zgrajen in zakaj mi mislimo, da nikoli ne bo zgrajen. Da vam pojasnim, kako je prihajalo do tega gradbenega dovoljenja. Se pravi, na tem območju južno od Save je zelo zanimiv za različne infrastrukturne objekte. Zato lastniki zemljišč večkrat sodelujemo pri urejanju dokumentacije za pridobitev teh gradbenih dovoljenj. Pravilo je, da za gradnjo takšnega objekta, pa naj bo to plinovod ali električni daljnovod, investitor potrebuje dovolj široko vplivno območje, da bo ta objekt lahko zgradil in kasneje vzdrževal. Za plinovod, za primera 30 cm, vkopan 1 meter globoko, velja 30-metrski varovalni pas. To je 15 metrov na vsako stran plinovoda. Podobno velja za električne daljnovode, kljub temu, da gredo čez zemljišče samo žice vsaj 10 metrov nad tlemi. Ti investitorji vedo, da je potrebno v fazi projektiranja vključiti lastnike zemljišč. Zato projektanti vedno pridejo do lastnikov za vso idejno dokumentacijo, tudi še pred gradbenim dovoljenjem, da se skupaj dogovorimo, kje, kako, na kakšen način in še za kakšne druge manj pomembne detajle. Lastniki lahko predlagamo določene spremembe, katere se vključijo v projektno dokumentacijo. Šele po tej fazi nastopi cenilec, kateri v prisotnosti lastnika oceni predvideno škodo, katera bo nastala zaradi gradnje. Po cenitvi se sklene ustrezna pogodba z vsemi dogovorjenimi detajli, katera je tudi podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Prav vse to je treba narediti, preden se sploh začne vlagati za gradbeno dovoljenje. Kako pa je bilo pri kanalu C0? Nič od tega. Še več, ko je pricurjalo v javnost leta 2016, da bi se tu gradila neka kanalizacija, smo poizkušali poizvedeti, kaj naj bi to bilo. Nikjer ni bilo možno dobiti konkretnih podatkov. Potem pa smo s pomočjo informacijske pooblaščenke le dobili že 2 leti pravnomočno gradbeno dovoljenje za del zemljišč na tem področju. Na osnovi pregleda tega dovoljenja smo ugotovili sledeče.
Projektant je v osnovi Urbi-info aplikacije prekopiral načrt področja in vanj vrisal linijo poteka kanala Cik-Cak, tako da je iskal zemljišča v lasti MOL in jih medsebojno povezal z prečnimi povezavami. Tako so na tem področju nastali 3 ZI. Nadalje je projektant ali pa investitor, ne vem, kdo je bil to, določil, da je vplivni pas širok 6 metrov, čeprav je globina izkopa tudi več kot 6 metrov in naj bi se zgradila cev 1200 mm. Se pravi, pri plinovodu 30 cm 30 metrov, za meter 200 6 metrov globok pa 6 metrov. Nadalje je investitor navedel, da so zemljišča v lasti MOL široka 6 metrov, čeprav je tudi iz informativnega Urbi-info načrta že razvidno, da temu ni tako. S to navedbo se je investitor skušal izogniti vplivnega območja na sosednja zemljišča. Tu pa nastane problem. Kompletno območje je geodetsko neurejeno, tako da je tudi načrt v Urbi-info samo informativen. Tudi foto-orto posnetek pokaže veliko odstopanje informativnega načrta z dejanskim stanjem. Velik del informativnega načrta bistveno odstopa od dejanskega stanja, na nekaterih mestih tudi več kot 30 metrov. V naravi tam poteka poljska pot, kolovoz, široka 2 do 3 metra, do tega kolovoza pa segajo kmetijske parcele. Tudi vplivno območje 6 metrov ne omogoča nikakršno gradnje, tudi z zagatnicami to ni možno. Prav tudi, če bi bilo to 6 metrov, to ne gre, investitor je to že v katastrski občini Vižmarje poskusil, pa je potem odstopil od tega. Z določitvijo 6-metrskega vplivnega območja in lažnega prikaza širine poti investitor izločil več 100 lastnikov zemljišč, tako da nismo bile stranke v postopku in zato tudi nismo dobili gradbenega dovoljenja. Če pa bi vedeli zanj, tudi ne bi mogli nič, ker tako nismo bili stranke v postopku. Investitor v vseh teh letih niti ni poskušal geodetsko urediti parcel. Konec koncev bi s tem postavil na laž svoje navedbe v projektu za gradbeno dovoljenje. Investitor je očitno računal, da bo z brutalnim nasiljem zlomil lastnike zemljišč. Na območju KO Vižmarje je že poskusil z gradnjo kanala, vendar zelo hitro naletel na prepovedi lastnikov zemljišč za uporabo zemljišč pri izgradnji kanala. Navkljub temu in navkljub policijskim posredovanjem je še nekaj časa nadaljeval z gradnjo, ko pa so lastniki vložili več motenskih in odškodninskih tožb, se je gradnja ustavila. Trenutno nadaljuje izgradnja na drugem koncu na svoji lastni parceli in na parceli lastnika, s katerim poteka sodni spor, saj investitor gradi kanal na povsem drugem delu parcelu in v velikem večjem obsegu, kot je bilo prvotno dogovorjeno. Investitor pa je z začasno sodno odredbo izsilil gradnjo, čeprav sodni postopek še ni končan. V tej odredbi je tudi predvidena povrnitev v prvotno stanje, ko bo končna sodba v korist lastnika. Torej, to je veliko tveganje investitorja, da nekaj gradi, potem pa mora rušiti. Zanima me, kdo bo kriv te stroške povrnitve v prvotno stanje. Najnovejše z današnjega jutra je to, mi smo v tej bližini imeli zaščitenih cirka 300 metrov zemljišč z varnostno ograjo in z pogodbo z varnostno službo. Ko smo zjutraj kontrolirali zadevo, bila vsa ograja podrta in odpeljana neznano kam, torej bila je ukradena. Sedaj problem rešujejo policija in pa varnostna služba. Se pravi, gradbinci seveda tajijo, da bi oni to naredili, so pa takoj začeli pač voziti po privatnih zemljiščih z kamioni. Če v Sloveniji še velja ustava in zakoni, potem se bodo sedaj gradnja kanala ustavila. Fizično ni možno, da bi na širini 2 metrov bilo dovolj prostora za gradbeno mehanizacijo, izklop globine 6 metrov in za dopolnilo izkopanega materiala.
Vsak zasebni graditelj ve, da mora pred začetkom gradnje geodetsko urediti parcelo, torej mora urediti odnose z sosedi. Investitor velikega objekta pa tega ne ve oziroma noče vedeti. Tu mu preostane samo še zloraba oblastnih organov, vkolikor bodo leti to dovolili. Tukaj bi podal še nekaj komentarjev oziroma laži, katere investitor nenehno ponavlja in zavaja javnost. Prva trditev je, na kanal C0 bo priključenih več tisoč, celo 10 tisoč greznic. Na trasi kanala C0 med Ježico in Brodom ne bo priključena nobena greznica, ker nobene greznice ni. Torej, z tega področja ne bo odvedenih nič fekalij, bodo pa na to področje pripeljane fekalije celo iz drugih občin. Kmetje onesnažujejo z gnojnico in gnojem. Kmetje kmetujemo na tem področju že več kot 500 let. V zadnjih desetletjih se je stalež živine manjšal, saj je samo še nekaj kmetij, katere redijo živino. Gnojnica in gnoj pa sta hranilo za rastline in sta še posebej pomembni za ekološko kmetovanje. V Republiki Sloveniji sta uporaba gnojnice in gnoja strogo regulirani na vseh področjih, še posebej pa na področju vodovarstvenih območij. Uporaba gnojil je dovoljena samo takrat, kadar je zagotovljena maksimalna izraba hranilnih snovi in rastline preprečijo kakršnokoli onesnaženje nižje ležečih plasti. Že prav smešno je, ko Voka prijavlja posamezne prevoze cistern po polju, inšpekcija pa praviloma ugotovi, da je kmet pripeljal vodo za namakanje. Velika večina prevozov cisterne je prevozov vodo za namakanje, saj država striktno preprečuje kakršnikoli namakalni sistem, voda pa je nujna za rast rastlin. Pravilno namakanje pa je tudi vodovarstveni ukrep, kar prizna tudi vodovarstvena stroka. Če preračunamo količino gnojnice, katera nastane v enem letu pri reji živali na tem področju, ugotovimo, da je ta količina približno enaka količini fekalij, katero lahko vsak dan izpusti kanal C0 direktno v podtalnico, pa je kanal po standardih za kanalizacijo še vedno vodotesen. To je izračunal Geološki zavod in ta podatek predstavil strokovni javnosti. Bolje ne gre, pravijo na Geološkem zavodu, in zato so tudi predlagali druge rešitve, za katere pa investitor neče niti slišati. Tretja trditev, trasa je nastala že v 70 letih po drugi verziji pa leta 1991. V 70 letih še ni bilo nobenih okoljskih predpisov. Takratni namen izgradnje kanalizacije na tem področju je bila urbanizacija, to je izgradnja blokovskega naselja. Vendar so politiki že takrat spoznali, da se pa to res ne sme zgoditi. Po mojem je danes namen isti, se pravi urbanizacija je osnovni namen te kanalizacije. V teh 70 letih, smo prej govorili, je prišel na trg tudi tako imenovani famozni atrazin, to je herbicid za koruze, v kateri je še danes marsikje problem. To je bila takrat državna doktrina, to bo bistveno povečalo pridelavo koruze. Še posebej na našem področju smo zelo hitro sprevideli, da s tem nekaj ni v redu in smo zelo hitro opustili uporabo tega herbicida, kasneje pa je bil prepovedan v celi državi. Zato na našem področju ni težav s presežnimi ostanki v vodi, medtem ko pa drugje še danes voda ni pitja. Naprimer, vodnjak v Hrastjah še danes teče voda mimo, ker ima preveč atrazina. Tam je bilo pač bolj intenzivno kmetijstvo. Približno enako kvalitetna rešitev kot atrazin za koruzo je tudi kanal C0 za vodo. Naslednja trditev, kmetje onesnažujemo z fitofarmacevtskimi sredstvi. Uporaba fitofarmacevtskih sredstev je strogo regulirana, mnogo bolj kot po sosednjih državah, še posebej pa na vodovarstvenih področjih. Kmetje se tega strogo držimo, saj vodo potrebujemo tudi sami. Če pa bi se med kmeti pojavil nekdo, ki ne spoštuje pravil, so zato inšpekcijske službe.
Prav je, da se poišče morebitne kršitelje. Glede na analizo vode, katero mesečno objavlja VOK, pa ni videti, da bi bil to lahko problem. Kot dokaz pravilne rabe vode sem prinesel s seboj eno analizo, ki jo bom potem razdelil, kjer se točno vidi, kaj se pri pravilni rabi fitofarmacevtskih sredstev v zemlji ni niti toliko ostanka, da bi lahko detektirali. To je Kmetijski inštitut je to analizo delal in za vse snovi je ugotovil, da so pod mejo detekcije. Sploh jih ni zaznal, kljub temu, da so se fitofarmacevtska sredstva uporabljala. To povem. Naslednja trditev. VOK varuje pitno vodo. Na VOK so zaposlani strokovnjaki in strokovnjaki v narekovaju. Pravi strokovnjaki so v glavnem tiho in ne komentirajo, kaj vodstvo VOK-ja izvaja. Je pa nekaj navideznih strokovnjakov, kateri so zelo daleč od stroke in samo zavajajo javnost, da se lahko v miru grejo biznis. VOK v prvi vrsti prodaja vodo občanom in pri tem ves čas ustvarja velik presežek dohodkov nad odhodki. Da lahko računovodsko zmanjša dobiček ustvarjen s prodajo vode in kadalščino, vsako leto plačuje MOL-u tako imenovano najemnino za infrastrukturo. Tega denarja je vsako leto cirka 7 do 8 milijonov. Iz tega sledi, to je iz računovodskih poročil, iz tega sledi, če bi VOK vsako leto ta denar porabil za investicijsko vzdrževanje in izgradnjo nove kanalizacije, bi bila Ljubljana že zdavnaj priključena v celoti na kanalizacijsko območje in bi imela obnovljeno vodovodno omrežje, ne pa salonitne cevi za vodo in stare kanalizacijske cevi. Denar, katerega uporabniki namenimo za vodo in kanalizacijo, je porabljen predvsem v druge namene, povsem v druge namene. Evropskih sredstev v tem primeru sploh ne bi potrebovali. Še kot zaključek, posebno v zadnjem času strokovnjaki opozarjajo, kaj so glavni problemi pri zaščiti vodnih virov. Edino področje, katero je vsaj delno urejeno, je kmetijstvo. Pravim pa lahko bi bilo tudi boljše. Problemi zaradi drugih onesnaževal pa niso prepoznani, kot mi je pred časom rekla visoka uradnica na Ministrstvu za okolje. Rekla je, teh problemov pa mi nismo prepoznali, ko smo opozarjali na druge stvari. Zanimivo je, da se analize vode in kmetijskih pridelkov delajo predvsem za aktivne snovi, katere se lahko uporabljajo v kmetijstvu. Teh je več kot 400, znamo izmeriti, občasno še na nekaj težkih kovin, vse ostalo pa ostaja skrito javnosti. Kaj pride v vodo zaradi prometa, od bližnje industrije, onesnaženega zraka, slabo zgrajene kanalizacije in slabo delujočih čistilnih naprav, pa je prikrito očem javnosti. Osebno vidim največji problem v neurejeni meteorni kanalizaciji. Po cesti, katera dnevno pripotuje cirka 18.000 vozil vsak dan v Ljubljano, to je 3-krat več kot med Slovenj Gradcem in Velenjem, pa bomo naredili avtocesto, se meteorna voda zliva z cestišča cirka 10 metrov od vrtin za pitno vodo, praktično direktno v vrtino teče. Takšnih in podobnih cest je kar nekaj, pa nihče ne ukrepa. Spoštovani svetniki, zadnji čas je, da ukrepate in preprečite kapitalov, da nas zaslužni. Kapitalu ni mar za čisto pitno vodo in ni mar za človeka. Kot sem v zadnjem času večkrat že slišal, ko bodo odgovarjali za svoje dejanje s svojim premoženjem, bodo nehali afne goncati. Upam, da vi ne boste odgovorni za veliko katastrofo. Lastniki zemljišč pa ne bomo dovolili kakršnekoli gradnje po naših zemljiščih. Hvala lepa. Hvala vam, gospod Zatler. Bom rekel, res izčrpno nanizanje problemov vodovarstvenega območja. Moram pa reči, ker so svetniki Liste Zorana Jankovića še vedno prisotni v sosednjem prostoru, kjer strežejo hrano in pijačo, prostor pa je opremljen tudi z zvočniki, bomo nadaljevali z razpravo. Je pa res tudi to, da bo nekdo moral potem, če pride do nečesa,
česar si ne želimo, tudi nositi svojo odgovornost. Prijave k razpravi? Uroš, Minodraž. Ja, hvala najprej za besedo. No. Jaz bi najprej gospodu Pavletu Gartnerju čestitev za dve stvari. Ne. Najprej, da ste sploh uspel priti v tole sejno dvorano, ne mimo varnostne službe, ki ni dovolila zainteresirane javnosti, da se udeleži današnje seje tukaj na prostoru nad nami na balkonu. Drugič pa za odličen prispevek, za vašo razpravo. Ne. Moram reči, da me je zelo navdušila. In z njo ste v bistvu s konkretnimi podatki jasno postavil na laž občinske veljake na čelu z županom in z odgovornim na Voki. Tako da, kot ste pa sami opazili, ne, pa na današnji seji med nami ni svetnikov z liste Zorana Jankovića, še zmeraj se zadržujejo v sedem prostoru na Zakuski, bi pa za njih imel en čist dobro nameren nasvet. Pustite Coca-Colo, kokto iz roka, ne, natočite si vodo, ne, tako da boste vedeli, zakaj. Dokler si še lahko, ampak sem prepričan, da se boste vedno in še dolgo. Torej, kot rečeno, na območju med Brodom in Ježico na pasu 2,1 km se gradi kanalizacijski kanal C0. Zaenkrat še brez opravljene študije presoje vplivov na okolje. Trasa kanalizacijskega voda poteka nad vodovarstvenim območjem s strogim vodovarstvenim režimom varovanja 2A. Dotika pa se tudi najožjega vodovarstvenega območja 1 in zagotavlja čisto pitno vodo za večino ljubljanskega območja in predstavlja 90% dnevnih potreb po njej. To upravičeno vzbuja dvome v resne namene po ohranitvi čiste pitne vode. Kot poudarjajo odgovorni, naj bi gradnja kanalizacijskega zbiralnika C0 pomenila zaščito, si morate zamisliti, vodnih virov in v nobenem primeru naj ne bi predstavljala nevarnosti za kakršnekoli onesnaženje. Kdo pa nam to zagotavlja? Kdo, se sprašujem? Nihče. Ker ta kanalizacijski sistem, ki ne bi puščal, ne obstaja. Kakršnekoli tveganje, ki bi pomenilo ogrožanje pitne vode, pa je za nas nesprejemljivo in nedopustno. Tisti del stroke, ki trdi nasprotno, je po javno dostopnih podatkih iz Erarja delno povezan tudi z MOL ali Voko, z njo sodeluje oziroma ima od nje finančne koristi. Ste morda slišali župana ali direktorja Voke Krištofa Mlakarja, da ste pripravljena odgovarjati za morebitno nastalo škodo z vsem svojim premoženjem? Jaz jo nisem. Gradnja spornega kanala C0 ne da samo posega v ustavno zagotovljeno pravico do čiste pitne vode in zdravega življenjskega okolja, krši tudi pravico do zasebne lastnine. Namreč 200 parcel je vezanih na ta projekt. V gradbenem dovoljenju, ki ni enotno in sprejetem na podlagi dvomljivih predpostavk in pomanjkljive dokumentaciji, pa so zajete tudi take parcele, kjer piše, da je služnost urejena, v resnici pa ni. Še več, moljene lastnike zemljišč na območju kmetijskih površin v bližini vodarne Kleče v zadnjem času naslovil dopis, v katerem lastnike zemljišč poziva, naj občini le ta prodajo, v nasprotnem primeru jih bo ta razlastila. Naprej. Kot rečeno, gradi se na nestabilnem področju, kjer se kot tehnična rešitev uporablja sistem betonskih kinet. Taka rešitev sodi nekam, kjer so trdna tla, sigurno ne na Savski prod in na potresno prelomnico. Postavljanje kanalet niti ne spada v to gradbeno dovoljenje in bi ga bilo potrebno predvideti na novo. Ljubljanska oblast v svojem branjenju spornega projekta navaja agencijo Jaspers, ki ima vlogo svetovalnega organa pri Evropski investicijski banki. To, če agencija Jaspers odobri projekt v bistvu v smislu varnosti, ne pomeni praktično nič.
Jaspers je torej svetovalno telo Evropske investicijske banke, tiste, ki daje denar. To ni organizacija, ki bi skrbela za vaše okolje. Sklicevanje nekoga, da je ta projekt varen zato, ker ga podpira Jaspers, kaže samo na to, da nima drugega močnejšega argumenta. Jaspers je zgolj institucija, ki pri zahtevnih objektih v bistvu sledi zahtevam, kaj morajo nosilci posameznih projektov priskrbeti v smislu dokumentacije in o tem obvešča Evropsko komisijo. Vse kaže na to, da očitno nekdo obvladuje ARSO, da se ta strinja z gradnjo kanalizacije preko izsiljene trase čez vodovarstveno območje. Poenostavljeno, to pomeni, da tisti, ki ima vpliv na ARSO v dotičnem projektu, obvladuje tudi Jaspers. S projektom se evidentno hiti, saj finančna perspektiva, katere del je ta kohezijski projekt, se izteka drugo leto, 2020. Projekt gradnje povezovalnega kanala C0 je po dolgotrajnih opozarjanjih na evidentne nepravilnosti končno dobil mesto v javni razpravi. Po 15 poskusih sklica izredne seje Državnega zbora na to temo je na koncu uspelo, da so se poslanci 67 glasovi za, torej da so podprli priporočila ministrstva, kot je bilo že malo prej omenjeno, ter s tem dali jasno rdečo luč projektu, kar pomeni, da so nadaljnja ravnanja odločevalcev sedaj pod natančnim drobnogledom. Prepričan pa sem tudi, da je odgovornim na Ministrstvu za okolje in prostor, ARSU in upravni enoti močno nelagodno, ker so smokom v grli podpisovali soglasja in dovoljenja. Notranje revizije pa sedaj namreč kažejo na napake v postopkih in na primere slabih praks, tudi v smislu sledljivosti in kontrole. Lahko pa ste sigurni, da bi se župan v primeru okoljske katastrofe izgovarjal ravno na njih, češ da ta ista stroka, po mojem mnenju verjetno tudi pod pritiski iz mestnega trga 1, o nujnosti projekta dajala soglasja in dovoljenja. Naj še nekaj jasno poudarim, da podpisniki sklica današnje seje podpiramo gradnjo kanalizacije, vendar ne na delu od Broda do Ježice, torej na trasi čez vodonosnik. In tisti, ki pravi, da se s tem projektom ukvarjamo samo zaradi njegovega priimka, je v zablodi. Kajti nihče ne more in ne sme biti pomembnejši od zaščite naše pitne vode, ki bo preživela tako župana, direktorja Voke, stadione, trgovske centre, pa da se razumemo, ostala bo čista. Gre za vprašanje zdrave pameti in odgovornosti do nas samih, do okolja in do prihodnjih generacij. Dovolj je oholosti občinskih veljakov in buldožerske politike v Ljubljani. Projekt je potrebno ustaviti sedaj, ne takrat, ko bo prepozno. Izgubljena evropska sredstva pa so le drobiž proti ceni, ki bi jo plačali v primeru trajnega onesnaženja in sanaciji. Naj zaključim. V roki, tudi na moji mizi, imam zapisnik 17. seje četrtne skupnosti Posavje z dne 17.8.2016, kjer smo obravnavali problematiko spodnjega kanala C0, ki večji del poteka znotraj naše četrti. Takrat smo z 10 glasovi za od 10 navzočih sprejeli sklep 17/6, ki se glasi: Svet četrtne skupnosti Posavje MOL se je seznanil s strokovnim mnenjem o primernosti izgradnje povezovalnega kanala C0 na vodovarstvenem območju. Na vodovarstvenem območju četrtne skupnosti Posavje, ter podaja negativno mnenje o izgradnji le-tega. Torej, soglasno in enotno smo glasovali proti take gradnji. Proti, čeprav s težavo, so glasovali tudi člani liste Zorana Jankovića s predsednikom sveta Amirjem Crnojevićem na čelu, ki je predsednik sveta tudi danes. Projekt tako ne uživa iskrene podpore niti znotraj vrst vladajoče mestne garniture. Hvala. Hvala. Hvala, gospod Minodraž, za poročilo. Gospa Ida Medved, prosim, naslednja prijavljena.
Lepo pozdravljeni vsi prisotni, hvala za besedo. Ne razumem, še predhodno bi pohvalila svoje tri predhodnike in njihove razprave. Bile so zelo plodne, temeljite. Sama pa ne razumem, da nekdo, ki se gre župana, lahko brez vesti do občanov po njegovem najlepšega mesta na svetu samovoljno odloča o gradnji fekalnega kanala C0 čez vodno zajetje pitne vode. Na ta način bo poskrbel, da bodo občani pili gnojnico. Očitno mu je vseeno, kaj se zgodi z ljudmi, če pride do razpoke v fekalni cevi in s tem do razlitja fekalij v pitno vodo. Leta 1971 je na Vrhniki počila fekalna cev, ki je potekala nad vodovodno. Prišlo je do množičnega obolevanja z hepatitisom. Zato se svetniki v Slovenski demokratski stranki borimo proti omenjeni gradnji, da se ne bi kaj takega zgodilo Ljubljančanom. Na fakulteti so me učili, da fekalna cev ne sme nikoli potekati preko vodovodne, vedno obratno. Tu se peljejo fekalije čez pomembno ljubljansko vodno zajetje, pa še potresno področje je. Torej vse znanja in vedenja v tem primeru ne veljajo nič. V naslednji fazi sledi sprememba OPPN-ja, če bo izgrajen kanal seveda, in danes malo vredna zemljišča se bodo prodajala za velike denarje. Na to kaže županova želja po razlastitvi sedanjih lastnikov omenjenih zemljišč pod pretvezo, da gre za javno dobro za zaščito pitne vode. V naslednji fazi, kdor mu ne bo prodal zemlje za majhen denar, bo pa razlastninjen. Mene osebno ne zanima njegov priimek, temveč njegova dela, ki pa so pogosto vezana na neka ozadja, ki se mu reče denar. Glede na to, kako župan dela in gradi kanal C0, upravičeno razmišljam, da zapis v ustavo, ki zagotavlja vsakemu državljanu Slovenije nemoten dostop do pitne vode, je v tem primeru samo mrtva črka na papirju. Hvala. Hvala, gospa Ida Medved, za vašo razpravo. Prosim doktora Anžeta Logarja, ki se je prijavil, se mi zdi prej. Hvala, predsedujoči. Hvala tudi vsem za vztrajnost. Marsikdo bi obupal, pa vendar, saj veste, velike stvari se niso naredile z obupanjem, ampak ravno s kljubovanjem in upiranjem splošnim pravilom. Nenazadnje včasih so trdili, da je zemlja ploščata. Če se dobro spomnite, je podžupan, ki je zaključil prejšnjo sejo, zaključil sejo z besedami, da ste vabljeni na zakusko, ki je v sosednjem prostoru, da ste vabljeni na zabavo MOL, ki je v torek v Kinu Šiška, in da ste vabljeni na zabavo MOL, ki je v četrtek na Ljubljanskem gradu. Potem pa odšel in obstruira razpravo o gradnji kanala C0 čez vodovarstveno območje. Jaz bi rekel, da danes ta molk, ki je tukaj z praznimi sedežemi tu pred nami, je v bistvu bolj kričeč in bolj poveden, kot če bi svetniki Liste Zorana Jankovića sedeli danes v tem prostoru. Namreč, če ti nimaš argumentov, se težko spopadaš z nekom, ki ima argumente. In če ti svojo politiko utemeljiš na argumentu moči in ko ugotoviš, da nisi več prepričljiv s tem, da imaš zgolj samo še brutalno moč, je pač najlažje narediti, da varnostnike postaviš pred vrata, tvoji svetniki pa obstruirajo to pomembno sejo. Vprašanje, ki se moram danes postaviti, je, kako cenijo tisti, ki danes manjkajo na tej seji, v bistvu eno od ključnih dobrin, ki jih imamo v tem mestu, namreč vodo, ki jo lahko pijemo neposredno iz pipe. Treba povedati, da je bil povabljen župan Janković, da predstavi svoje stališča tu, jaz ga ne vidim. Povabljen je bil direktor Voke Snage, gospod Mlakar, ki je zelo glasen o branjenju tega projekta pred kamerami, tu pred našimi svetniki, se očitno ni pripravljen soočiti z argumentov, tudi njega ni. Bil je povabljen še tudi eden predstavnik Alpe Adria Green, ki pa ga niso spustili v ta prostor,
ker mu varnostniki po nareku ljubljanskega župana niso dovolili vstopa v ta prostor. Hvala drugemu vabljenu, ki je zelo nazorno predstavil, s kakšnimi problemi se v bistvu morajo ukvarjati okoliški prebivalci. Jaz bi morda v začetku samo to povedal, da leto in pol že govorimo o tem projektu v Slovenski demokratski stranki, pa na državni ravni ni bilo posluha, še več, s podporo nekdanje ministrice za okolje in prostor iz vrst Desusa je ljubljanski župan Zoran Janković ta projekt pripeljal tako daleč, da mu je skoraj uspelo. Na srečo samo skoraj. In ravno ta skoraj je v bistvu to okno možnosti, ki ljubljanski vodi omogoča, da ostane čista pitna tudi za naše zanamce. Če ste poslušali župana Jankovića na novinarski konferenci pred 2 tednoma, zanimivo, da te konference, ki je trajala 1:45 minut, ni sklical ob načetku projekta, ampak šele potem, ko se mu je začelo lomiti, kar tudi dosti pove, je nekaj očitkov navedel ali pa nekaj argumentov navedel v bran temu projektu. Pa jih bom ponovil, pa povedal, zakaj to niso argumenti, ampak večno nasprotje. Trdil je med drugim, da zakaj protestirate zaradi tega projekta, saj tako ali tako poteka kanalizacija po Celovški, po betonskih ceveh, ker je še slabše. Zdaj pa vi meni povejte, zato ker so nekoč v preteklosti naredili napako in so kanalizacijo speljali blizu vodovarstvenega območja v ceveh, ki so sicer bistveno manjšega premera z manjšim pretoki, je torej to razlog, da danes čez vodovarstveno območje napeljujemo 1,2 metra širok cevovod kanalizacije. Ne, večje nasprotje. Namreč se veste, naši starši so nas učili, z napak se učimo. Gospod Janković bi se lahko naučil iz preteklih napak, da se kanalizacija ne vodi čez vodovarstveno območje, kot so to naredili pred 50 leti po Celovški, zatorej naj ne tega ne ponovi sedaj, ko ima sam to moč. Naprej, trdil je, da je to projekt še danes, da je to projekt iz časa župana Strgarja. Morda, ampak trasa ni bila zarisana v času župana Strgarja. Še več, v prejšnjem režimu si niso niti upali pomisliti na to, da bi čez pitno vodo napeljali kanalizacijo, ker so vedeli, kaj so to strateški elementi in kritična infrastruktura. In vodovod je kritična infrastruktura. In v 30 letih, ne boste ne verjeli, je razvoj močno napredoval, tudi na področju projektiranja kanalizacijskih vodov. Danes kanalizaciji ne vodijo več po daljših poteh, ampak po najkrajših poteh. Torej, danes iz onesnaževalca na najbližjo čistilno napravo, ne pa na najdaljšo čistilno napravo, ker se s tem bistveno zmanjšajo tveganja. Ta trasa po cesti, ki je v lasti MOL-a, je bila sprejeta in speljana šele z OPN oziroma SPN v letu 2010, torej pod imenom in priimkom Zorana Jankovića. In spomnite si, v juliju 2010 spet tedanji minister za okolje in prostor Roko Žarnič iz Desusa je še tisti dan, ko so tu v mestnem svetu svetniki sprejemali ta OPN oziroma SPN, dal podpise, brez da bi imel vso dokumentacijo za ta strateški in operativni prostorski načrt. Že tam je bila storjena velika napaka in če me informacije ne motijo, na Ministrstvu za okolje in prostor ugotavljajo nepravilnosti tudi pri tistem prvotnem načrtu, ki je omogočil to gradnjo. Skratka, te gradnje ni začrtal Strgar, to gradnjo je izpeljal in si zamislil Zoran Janković. Zoran Janković je tudi v tisti novinarski konferenci pred 2 tednoma rekel, da bo to bistveno izboljšal stanje kanalizacijske povezljivosti v Ljubljani in da bo 28% priklopa na kanalizacijo po končanju teh projektov. Ampak ne zaradi kanala C0, ker kanal C0, kot smo slišali, ne bo pripeljal nobene greznice v naš kanalizacijski vod. Pripeljal jih bo iz drugih okrajev. Če torej tega kanala C0, tega voda ne bo, bo ta odstotek še vedno 98%, niti 1% manjši. To je spet argument, ki ni argument. Dejal je,
da bo povezal 1600 oziroma v eni verziji 4500 greznic v ta kanalizacijski vod. Pojdite malo računati, približna poprečna greznica ima 2000 litrov velik rezervoar. Z greznico oziroma z vodom, ki je širok 1,2 metra, s pretokom 200 litrov na sekundo, bi vse te greznice spraznili v 12 urah. V 12 urah. Kaj bo pa ostalih 12 ur? Ostalih 6 dni v tednu, ostalih 365 dni v letu teklo po tem kanalizacijskem vodu. Verjete, kakšna druga greznica. Zakaj sploh gre ljubljanski župan na ta projekt? Saj veste, zaradi čistilne naprave, ki jo je predimenzioniral za dvakrat, ki stane več kot 40 milijonov evrov, čeprav za ta obseg in za potrebe bi morala stati in je stala po prvotnih planih samo 16 do 18 milijonov evrov. In če se malo slikovito izrazim, da polni to čistilno napravo, župan potrebuje dovolj fekalij. In ker jih nima dovolj v Ljubljani, se je pač odločil narediti kanal in jih pripeljati tudi iz drugih občin. Župan je tudi rekel, da kaj se razburjate, garantirana doba teh cevi je 150 let. Seveda, kdo pa oporeka garantirani življenjski dobi teh cevi? Problem so spoji. Problem so spoji iz gume. Predstavljate si, in še, če bi cev potekala ravno, bi vse te spojke, ki so na cevih originalne, takšne kot so. Po toliko časa bi tako ali tako preperela guma, ampak kakorkoli. Ampak, gospod župan, ker je izbral cesto, ki vodi takole, te cevi reže in jih sestavlja skupaj kot Lego kocke. Le, da ne pašejo ena na drugo, tako kot Lego kocke. In bistveno slabše tesnijo, tudi zaradi tega. Zato bo tu še bistveno večja nevarnost, kot si jo lahko predstavljate. In še kaj je gospod župan rekel na svoji novinarski konferenci, da so uradniki vedno mu dali prav na vseh ministrstvih, kar naenkrat od zdaj, ker pa imamo to razpravo, pa vidijo povsod probleme. Tu pa tem grmu pa tiči zajec. Prej so mu odobravali vse, kar je predlagal. Zakaj? Tega ne vem. Ampak revizija Ministrstva za okolje in prostor je pokazala na zelo nenavadne razloge, kako je Ministrstvo za okolje in prostor v preteklosti delovalo, ko so ga vodili ministri iz liste oziroma iz stranke Desus. Glejte, recimo, gospod župan je vsem nam svetnikov poslal neko pošto o tem kanalu C0, katerimi argumente navaja, zakaj je ta izvajalec in te cevi, zakaj so najboljše in zakaj gre to najboljši projekt. Jaz predlagam, da vsi si ogledate vseh teh 6 projektov, ki jih tukaj navaja kot referenca za to, da se z istimi cevmi istega proizvajalca vodi kanalizacijski vod C0 čez vodovarstveno območje. Veste, kaj boste ugotovili? Da niti en primer ni tak kot naš, kjer bi kanalizacijo vodili čez vodovarstveno območje. Niti en. Še več, noben od teh primerov ni glavni kanalizacijski vod, ki vodi čez vodovarstveno območje. Ne. Niti en ne poteka čez kmetijska zemljišča. Vsi ti primeri potekajo čez mesto. In glavni razlog za te cevi so to, da so zelo modularni in da jih lahko hitro sestaviš. Da jih hitro sestaviš, namenjeni so pa temu, ker v vseh teh 6 primerih, ki jih tukaj imamo, zaradi velikih padavin v določenih mestih, kanalizacija poplavlja in je potrebno razširiti nek vod, da lažje odvaja to vodo. Torej niti ne primarno kanalizacija, ampak primarno padavinske vode, ki skupaj z meteorno v kanale odtekajo, da lahko za dovolj veliko hitrostjo to odvajajo. Ali pa neka reka, ki je onesnažena in teče čez polje, da jo s temi cevmi spelje v cevi in potem v čistilno napravo. Skratka, tudi v tem dopisu, ki ste ga bodite jasni glede tega plačali vi, davkoplačevalci, gospod župan na nek način zavaja. Med drugim zapiše v tem dopisu, ki ste ga prejeli, da gre za strokovno zastavljen projekt, ki temelji na 30 letih uspešnega
sodelovanja strokovnjakov različnih področji. Zdaj je pa čas, da se torej pridemo do tega, da nek strokovnjak, neka strokovna služba, ne nek politik, ampak nekdo, ki je temeljito pregledal ta projekt po naročilu Ministrstva za okolje in prostor, pove, kaj je ugotovil glede tega projekta. Kolega Slabej je že omenil zaključke te revizije, pa mi dovolite, da preletim, kaj je v bistvu ta revizija konkretno ugotovila pri kanalu C0 in zakaj je gospod Janković tako živčen, da je svojim svetnikom danes naročil, da naj rajo jejo klobase, kot sodelujejo pri razpravi o kanalu C0. Med drugim ugotavlja posebna revizija o kanalu C0, da, citiram, predpisi zahtevajo, da mora biti presoja vplivov na okolje izvedena za celotni projekt in pred izdajo ostalih soglasij, ki presojajo vplive na okolje svojega področja. Pri projektu odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanske polje 1. in 3. del pa sosledje presoj ni bilo izvedeno tako, kot določajo predpisi. Predhodni postopek presoje vplivov je bil izveden, ko so bile upravne odločbe za izvedbo dela projekta že izdane in pravnomočne. Gospod Janković je najprej dobil dovoljenja, potem je pa zaprosil vse za tiste postopke, ki so omogočili pridobiti teh dovoljenj. Pa se sprašujem, kdo od vas ima tako moč pri recimo gradbenem dovoljenju za svojo hišo, da preden dobi vse ustrezne dokumente, že dobi gradbeno dovoljenje in na podlagi tega gradbenega dovoljenja potem dobi vse dokumente, ki so potrebni za gradbeno dovoljenje. Rahlo obrnjena logika, se vam ne zdi? Naprej, na ARSO, sektorju presoje vplivov na okolje, javni uslužbenci do sedaj svojih ugotovitev niso zapisali v delovno gradivo glede na referenčna določena merila. Postopek predhodne presoje v sektorju ni bil formaliziran in tudi zato ni bil transparenten. Naprej, vloga za predhodno presojo vplivov na okolje je bila obravnavana prednostno, ne boste verjeli, po ustnem nalogu takratne direktorice Urada za varstvo okolje in narave. Pregled vloge je bil izveden v približno tednu dni. Ko smo imeli razpravo o tem v Državnem zboru, sta pri podobnih besedah strani ministra skočila v luft dva bivša župana, ki nista stranke SDS, ampak gospod Kramar iz stranke Alenke Bratušek in gospod Bandelli, ki sta se čudila, zdaj pa razumemo, zakaj pri nas nismo mogli kanalščine delati. In če pri nas zahtevamo za presojo vplivov, čakamo 1 leto. Tu, v Ljubljani, pa gospod Janković vse dobi v 1 tednu. Si predstavljate, v 1 tednu. Prav zapiše. Sklep, da ni potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja, je bil izdan v 1 tednu od prejema vloge. Si vi predstavljate? A mislite, da ARSO tako ekspresno deluje tudi drugje? Jaz mislim, da ne. Za projekt so bila že izdana vodna, naravovarstvena in druga soglasja, prav tako je bilo že izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje za del povezovalnega kanala C0, ker je bilo v nasprotju s predpisi. To nisem rekel jaz, to ni rekla svetniška skupina SDS, to ni reklo 13 svetnikov, ki je zahtevalo to sejo. To je rekla neodvisna revizija ministra za okolje in prostor. Ko to bereš, razumeš prazne klopi. Kajti, ko zmanjka konkretnih argumentov, potem verjetno je res najbolje ostati zunaj argumentarja oziroma razprave v mestnem svetu. Naprej, presoja vplivov na okolje, ki je bila za velikost projekta kanalizacije v času izdaje gradbenega dovoljenja v marcu 2014 zahtevane po tedaj veljavni stari ureditvi, ni bila izvedena. ARSO ne evidentira možnih tveganj med obradovanjem. ARSO ni preveril določil drugih predpisov prostorskih aktov ali uredbo o vodovarstvenem območju in poplavnih uredb. ARSO v predhodnem pogledu ni zaprosil za mnenje drugih ministrstev in organizacij. Se predstavljate? Niti tega, čeprav to zahteva. ARSO je odločil, da so priložena soglasja ustrezna, zato ni preveril vsebine priloženih dokumentov.
Arso prav tako ni preveril veljavnosti vodnih soglasij. Obstaja tveganje, da 3 priložena vodna soglasja v času izdaje sklepa niso bila več veljavna. Skratka, karkoli odpreš, ugotoviš, da je nekaj narobe. Javni uslužbenci Direkcije za vode niso v zadostni meri upoštevali vsebinske oziroma smiselnostne presoje. Arso pri izdaji vodnih soglasjev ni upošteval določil uredbe VVO za vodno telo vodonosnika Ljubljana. Arso pri izdaji vodnih soglasij ni upošteval poplavne uredbe, ki določa, da kanalizacija brez predhodno izvedenega presoje vplivov ni dovoljena. Javni uslužbenci Arso so povzemali mnenja pripravljalcev študije, tudi tisti, ki so zaprosili za okoljevarstveno mnenje. Skratka, katerikoli postopek pogledaš, ugotoviš, da je šlo nekaj narobe. In glede na to, da gre za čisto pitno vodo, za nekaj, kar je z ustavo varovano, si saj sam osebno ne bi odpustil, če ne bi poskušal sklicati saj te seje tudi na ravni mestnega sveta. In kot sem rekel, mislim, da so odločevalci v tej dvorani ali pa na tem mestu v mestni hiši 1 v bistvu s tem, ko jih danes ni, pokazali, da vprašanje čiste pitne vode politizirajo tisti, ki ne želijo razprave, konstruktivno razprave o tem projektu, in tisti, ki v bistvu o tem želimo razpravljati, smo tisti, ki Ljubljani želimo dobro. In jaz verjamem, da na koncu koncev tega projekta ne bo, da se bo našla neka ustrezna rešitev. Kolegi so že rekli, da ne nasprotujemo gradnji kanalizacijskega kanala, ampak da nasprotujemo trasi tega kanala čez vodonosnik. In glejte, če mi kot funkcionarji mesta ne napravimo tisto, kar je v naši moči, da k temu prispevamo, mislim, da pač nismo potem dejansko naredili tistega, za kar so nas volivke in volivci izvolili. Jaz verjamem, da v bistvu ta glas o tej neustreznosti tega projekta bo šel naprej tudi na podlagi te današnje seje in verjamem, da na koncu bo zmagal zdrav razum in da se bo ta del projekta pač umaknil in da se bodo našli rešitve, ki so bolj v duhu tega časa in predvsem v duhu ustavno varovane kategorije za pitno vodo. Hvala. Hvala, gospod dr. Anže Logar. Naslednja je prijavljena besedi gospa Ksenija Sever. Kar izvolite. Lepa hvala za besedo, gospod predsedujoči. Razpravljala bom v zvezi z gradbenim dovoljenjem. Pred seboj imam gradbeno dovoljenje številka 351-2245/2013 35Z z dne 12.3.2014. Žal mi je, da tukaj v tej dvorani ni predstavnikov MOL, kajti želela bi jasne odgovore na našteta vprašanja z da ali ne. Glede na razprave, ki potekajo v zvezi z zgradnjo kanala C0, imam naslednja vprašanja. Gradbeno dovoljenje je izdano na podlagi projektne dokumentacije, soglasij vseh strank v postopku in k zahtevi za pridobitev gradbenega dovoljenja sta priložena dva izvoda projektne dokumentacije številka 50.1689 vezaj 00-2012 iz avgusta 2013, ki vsebuje vodilno mapo, načrt gradbenih konstrukcij in druge gradbene načrte. V tej gradbeni dokumentaciji ni določeno več variant polaganja C0 kanala. Na strani gradbenega dovoljenja 2/14 je navedeno, da gre za manj zahteven objekt
Na strani 314 pa da je dimenzija cevi Fi 1200 mm. Tu mora biti jasen odgovor strani izdajatelja gradbenega dovoljenja, ali je primer polaganja take cevi zahteven objekt. Na strani 414 piše, da lahko MOL zaprosi katerokoli upravna enota v Ljubljani za izdajo gradbenega dovoljenja, vendar so se odločili za izpostavo Moste Polje. Stran 7/14 pri odstranitvi vegetacije dreves je treba upoštevati standard DIN 18920 za zaščito dreves. Ali je to upoštevano? Stran 8/14 in 9/14 pa ZUP-2 določa, da so stranke v postopku izdaje gradbenega dovoljenja vsi lastniki zemljišč, na katere sega varovalni pas kanalizacijskega voda, ki meri 3 metre na vsako stran od osi vode. JPVOK je poslal 3 dopise glede ustnih dogovorov z lastniki zemljišč. Upravni organ pojasnjuje, da je ureditev gradbišča omejeno le na parcele, ki so navedene v lokacijskih podatkih, ter da je potrebno pri izdelavi projekta PZI to upoštevati. Skladno s 3. odstavkom 66. člena ZGO-1 pa se šteje, da je stranka z gradnjo seznanjena, če je investitor z njo sklenil pisno pogodbo iz druge alineje 1. odstavka 56. člena ZGO-1. Tu nastaja prvi problem. JPVOK je sklenil z nekaterimi lastniki zemljišč te pogodbe, vendar ne z vsemi, kar zelo jasno ugotavlja tudi v svojem poročilu za leto 2018 nadzorni odbor MOL. To je organ Mestne občine Ljubljana. Soglasja vseh lastnikov zemljišč pa morajo biti in tudi strankam v postopku se mora osebno vročiti gradbeno dovoljenje. Na televiziji imamo izjave lastnikov zemljišč, kjer poteka gradnja, da nimajo sklenjene pogodbe z MOL, direktor VOK-a pa pravi, da imajo vsa soglasja vseh lastnikov ob trasi. Kaj je torej res? Mislim, da bi morali dobiti izpis vseh številk parcel ob trasi, vse lastnike teh parcel in pogodbe, podpisane z MOL v vpogled. Tudi zapis, da upravni organ ni ugotovil drugih strank, na katere pravice in pravne koristi bi lahko vplivala odločba, če pa so taki lastniki zemljišč, kot smo tudi danes slišali, ne vem, potem to lahko kaže na nepristranskost upravne enote, malomarnost ali zavajanje s strani investitorja. Tukaj bi želela popolnoma jasen odgovor. Da pa gre za nepravilnosti pri gradnji, pa nakazuje dejstvo, da se dela ne izvajajo v skladu z gradbeno dokumentacijo. Če pride do sprememb v teku gradnje, mora biti zaprošeno za novo gradbeno dovoljenje ali spremembo. To se zaveda tudi MOL, saj je zaprosil in na to umaknil dokumentacijo. Cev Fi 1200 mm se polaga na začetku te gradnje v pesek. Koliko metrov ali kilometrov? Na to v kineto. To ni v projektni dokumentaciji. Tu gre za veliko napak, saj bi morale biti kinete vpisane v projektno dokumentacijo, za obetonjeni del pa podani statični izračuni, tip in presek armaturne mreže in marka betona. Vse to mora biti vpisano tudi v gradbeni dnevnik. Inšpekcija bi morala na terenu ugotoviti, če se dela izvajajo v skladu s projektno dokumentacijo, sicer ustaviti dela, kajti temu se reče črna gradnja. Naj povem pa še, da v gradbenem dovoljenju piše,
da bodo priključki z leve in desne strani Save, od Broda do Črnuškega mostu, pa ne bo niti enega priključka. Prebivalci Ljubljane, konkretno Stanežič, Dvora, Medna, tudi Miheličeve ceste, ki je skoraj tik ob trasi, ne bodo priključeni. Na moje svetniško vprašanje imam odgovor, da morajo delati pretočne greznice. Vsaka greznica stane par tisoč evrov, na kanalizacijo pa bojo priključeni v kasnejših letih. Hvala lepa. Hvala, gospa Sever, za razpravo. Prosim, gospod Marušo Babnik, da poda, je naslednja na vrsti. Hvala. Spoštovani vsi navzoči, hvala gospod predsedujoči za besedo. Danes se izredna seja ne tiče samo nas svetnikov in svetnic Slovenske demokratske stranke, Nove Slovenije in LMŠ, ki smo tukaj prisotni, ampak je sklicana zato, ker v prihodnosti ni zagotovljena čista pitna voda. Zato se današnja izredna seja tiče vseh Ljubljančanov in vseh, ki v službo pridete v glavno mesto Republike Slovenije. Žal mi je, da ste se gospod Zoran Janković in svetniki in svetnice liste Zorana Jankovića odločili obstruirati to izredno sejo. V vseh teh letih županovanja gospod Zoran Janković poudarja, kako občina zgledno skrbi za šolske objekte, igrišča in vrtce. Ob vsakem intervjuju, vsakokrat, ko kaj povprašajo o evrih in ob vsaki medijski pozornosti, populistično navaja, da mestna občina Ljubljana nameni veliko sredstev za obnove, adaptacije šol, vrtcev in igrišč ter novogradnje. Že prav, gospod župan, kar skrbite za zidove. Tokrat z gradnjo kanala C0 pa ste vse svoje dosedanje vlaganje v predšolsko vzgojo in izobraževanje preprosto udarili mimo. Si predstavljate, da voda v nekem trenutku postane onesnažena s fekalijami. Predvsem vrtčevski in osnovnošolski otroci, ki jih temu tudi zelo spodbujamo, najraje pijejo vodo iz pipe. Trenutno še neoporečna, kakovostna in najbolj zdrava. V mestni občini Ljubljana je 48 osnovnih javnih šol in 4 zasebne osnovne šole ter 23 javnih vrtcev. Najbrž veste, o kolikih otrocih in učencih govorim. Se sploh zavedate, da je lahko v nekaj minutah obolelih na tisoče otrok in učencev v Ljubljani? Se zavedate, da s takim ravnanjem, kot je neustrezna gradnja kanala C0, ogrožate ne samo zdravje osnovnošolskih in vrtčevskih otrok, ampak tudi njihova življenja? Osnovne šole in vrtce v Ljubljani obiskujejo tudi šolarji in otroci, ki imajo kronične bolezni in jim lahko okužba drastično poslabša njihovo zdravljenje ali njihovo življenje celo ogrozi. To ni barantanje z otroki, kot vi večkrat poudarjate, to je barantanje z njihovimi življenji. Gospod Zoran Janković, ste odrasel državljan Republike Slovenije in župan mestne občine Ljubljana z vsemi pravicami in dolžnostmi. Imate pravico, da obstruirate to sejo, nimate pa pravice nadaljevati gradnjo, ki je nedopustna, okoljsko oporečna in brez ustreznih dovoljenj. Vsaka pravica zahteva dolžnosti. Tukaj pa ste žal pogoreli na celi črti. Ne upate se soočiti in predložiti dokazov, ki bi ovrgli sume in dvome v to gradnjo, zato še enkrat poudarjam, vas danes v veliki sejni dvorani mestne hiše ni. Stisnili ste rep med noge in odšli, raje s svojimi svetnicami in svetniki ste obedovali v predverju. Dober tek vam želim in na zdravje, danes še s čisto vodo, jutri pa kdo ve. Kako ste lahko zapustili 10. redno sejo mestnega sveta MOL danes ob 17:45 in šli pozdraviti otroke, ki so nastopali pred mestno hišo, ko jim pa v prihodnosti s to gradnjo ne zagotavljate čiste pitne vode. To je bil vaš načrt, da se elegantno izognete te izredni seji. Hvala. Hvala. Hvala, gospa Babnik, za vašo razpravo. Zdaj prosim gospo Mojco Škrinjar. Imate besedo. Hvala za besedo.
Pozdravljeni vsi, ki mi je mar za Slovenijo in za Slovence in za otroke, starejše, občutljive skupine. Najbrž se še vsi, skoraj vsi tukaj spomnite tiste pomladi 1986. To je bila pomlad zelo, zelo pomembna za Evropo in pa za razvoj demokracije. Tistega dne pomladnega so k nam pripeljali domov premog. Takrat smo še kurili na premog, ker moža ni bilo domov, še službe, začel pa je padati droben dež, sem se sama odločila in začela metati premog v klet. Ker pa nisem hotela pustiti svojih otrok samih noter, ker so bili še majhni, sem jim oblekla pelerinice, škorne in jim dala majhne lopatke in sta mi pomagala. Nekaj časa, kakšno uro do 2, smo metali, potem pa je dež postal premočan in smo odšli noter. Oba dva sem lepo stuširala zvečer in dala spat, v naslednjem jutru pa sem zvedela, da je padal radioaktiven dež. Šele prepozno so nam povedali, da je razneslo elektrarno Černobil. V filmu, dokumentarnem filmu pred nekaj meseci spomladi smo si lahko ogledali vse neodgovorne ljudi, ki so popolnoma nekritično dopustili obratovanje tako nevarne elektrarne. Tisto je bila učna ura za vso Evropo in cel svet, kako se elektrarn ne sme delati. In Černobil je bil tudi sprožilec, eden izmed sprožilcev demokratičnih sprememb, ki je odnesel korumpirano, neumno, nesposobno, totalitaristično sovjetsko oblast. In z njo še marsikatero podobno v Evropi. Jaz mislim, da so dogodki, pokvarjenost, potvarjanje, samozagledanost, ki jih srečujemo tu, v tem projektu, zelo podobni efektom Černobila. Če mi želimo imeti slovenski Černobil, tukaj ga imamo. In ob vsem tem, oni tam sedijo, pijejo, jejo in jih nič ne briga. Jaz lahko samo povem, da so neodgovorni in neumni. To, kar pa počne župan, je pa kriminal. In sem vesela, da je vsaj državni zbor sprevidel, da se ne gre igrati na tak način. Svetniki tukaj, ki jih ni, tem ni mar. No, nekaterih več niso NSI, več niso pustili noter po prekiniti, torej po končani redni seji. Na izredno sejo jih več niso pustili noter. Vem, da je še veliko ljudi pred magistratom, ki bi rado povedalo, da se ne strinja s takim načinom, pa niso smeli noter. Mi smo v zaporu. Ali so pa oni v zaporu. Vsekakor bomo pa vsi zelo, zelo bolni, če se bo zgodil slovenski Černobil. Imamo ga pred pragom. Hvala. Hvala. Hvala, gospa Mojca Škrinjar. Besedo dajem gospodični Ani Zagožen. Izvolite. Lepo pozdravljeni in hvala lepa za besedo. Ja, v takšni mestni politiki, ko ostaneš sam, se človek včasih vpraša oziroma se počuti obupano, ampak potem vedno znova nam ljudje dajo upanje, sploh te, ki so ostali pred zaprtimi vrati mestne hiše, ki v nas verjamejo. Danes človek misli, da je vse mogočen. Mnogokrat politike zaslepi človeški pohlep po uspehu, moči in denarju in mi ljudje pozabimo na zakone narave. Spomnimo se skozi zgodovino, da vsak nasilni poseg v naravo se nam vrne. Vsak nasilni poseg v naravo se na dolgi rok ne konča dobro. In v primeru gradnje kanala C0
vidimo, da kljub vsem opozorilom strokovnjakov mestna oblast ne odneha. In tukaj se vprašam, ali je zopet pomemben le posel. V istrski vasi Trsek, to je v slovenski Istri, kjer je živela moja pokojna nona, so vodovod dobili približno 100 let za Ljubljano. In kot otrok se spominjam, da smo tam vodo jemali iz vodnjaka in kako smo jo v vedrih nosili v vinograd, ko je bila suša. Kako mi je mami vedno razlagala, še danes revmo imam od tega, ko sem nosila vedra vode. In takrat se človek zaveda, kaj pomeni pitna voda. Danes smo ljudje na to pozabili, ker je tako samoumevna. Gremo v kuhnjo in si jo natočimo v kozarec. Zelo me žalosti to, kako se hvalimo. Ja, Ljubljana se poteguje za Evropsko prestolnico kulture 2025. Torej, če se potegujemo za Evropsko prestolnico kulture, potem sami najprej pokažemo svojo kulturo, bodimo vzor in pokažemo kulturo in spoštovanje. Spoštovanje do nas, najprej do nas, in se poslušajmo, izmenjajmo mnenja in potem tudi odnos in spoštovanje do narave. In še za konec, ali smo se sploh vprašali, kako se počutijo ljudje, ki živijo na tem območju? Ali smo se vprašali, kako se počutijo kmetje in vsi ostali, ki tam živijo? Ko so volitve, ljudem govorimo, kako delamo za njih, a danes se na njih niti ne ozremo. Ali so ti ljudje bili le izrabljeni za glasove? Torej, dragi Ljubljančani, to naj nam bo v razmislek. Najlepša hvala. 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 Zaenkrat imamo prijavljeno še enega razpravljalca, gospod dr. Zvone Čadež, kar izvolite. Evo, predsedujoči, hvala za besedo. Jaz ne morem preiti na vsebino, preden ne bom nekaj povedal o, dajmo temu reči, administrativnih zadevah, ki me prav zares jezijo, ne samo skrbijo. Glejte, tukaj pred mestno hišo, na mestnem trgu 1, so zdaj ljudje, ki bi radi poslušali to razpravo, kjer se tiče njihove pitne vode, njihovega življenja, njihovih potomcev. Ne spustijo jih v stavbo, 5 policistov jih čuva, sem zdaj dobil sliko. Super, 5 policistov čuva naše pripadnike, naše somišljenike, ljudi, ki jim je mar za pitno vodo, ki jim je mar za jutri. Zdaj, mimogrede je bilo že rečeno, pred brati je ostala tudi svetnica iz Nove Slovenije, ki bi lahko prisostvovala, ni mogla iti na sejo. Bila je že prej prisotna na predhodni redni seji, zdaj na izredno sejo ni mogla priti. Mislim, to je demokracija na kvadrat, res. Ravno tako je ostal zunaj gospod predstavnik naše okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green, ki je imel veliko gradiva strokovnega, ki so ga, hvala Bogu, tudi že poslali in na Evropsko komisijo in na komisijo Jaspers, skratka tam, odkjer prihaja denar za tale nesrečni kanal C0. In torej ne dovoli se človeku vstopa. Zdaj zopet bo, kjer me kritiziral, kaj zdaj tle omenjam LGTB, seveda nima veze, ampak to me pojezi, dol imate tablo, tale stavba je LGBT prijazna. Ja, krasno, prijazna, odprta. In kje je zdaj ta odprtost? Ljudje ne morejo vstopiti in oni so LGTB odprti. Ja, čudno. No, zdaj, to je zdaj, kaj svem, pika na i pa mi je pri temu, ko zdaj vidim tele kamere, hvala Bogu, da imamo eno, pokaže na tej odprtosti, prijaznosti in stalni nasmejanosti aktualnega župana Zorana Jankovića. Običajno je na takih sejah mogoč reden prenos in ljudje doma gledajo v miru, kaj se mi tle pogovarjamo, super. Tudi danes je bilo tako.
Kamera je snemala, ljudje so spremljali. Kamera je snemala in direktno prenašala, ne boste verjeli, ne samo do 18:30, ko je tukaj seja potekala. Kamera je snemala do 19:10, imam dokumentirano. Se pravi, šele ko je naš kolega svetnik Gregor Slabe odlično predstavil celotno sliko, tam na njegovi, recimo, polovici predstavitve, se je to ugasnilo. Pravi, nekdo je ugotovil, da ta kamera in prenos, ne vem, preveč stroškov predstavlja hiše in je to ugasnilo. Tako da zdaj mi tukaj na veselje televizije bomo imeli ta posnetek, sicer bi spadlo pred Ljubljano in celo Slovenijo, da govorimo sami sebi, ker je zelo težko z javnega denarja, z mestnega proračuna pustiti pržgano, nič te ne stane. Ne, ampak je nekdo naročil, da je treba to ugasniti. Tako da to je bilo zdaj proceduralno, že mislim na meji realnosti, kako to gre. Zdaj, govorci pred mano so že lepo povedali, kaj se tukaj dogaja, kako je ta, rekel, nerazumljiv projekt praktično dajanje noža na vrat. Vi si date nož na vrat in rečete, ja, se bo. Ja, bo, če se ne bo nekdaj nekaj zgodilo in prerezalo. In dejansko se igramo z, rekel, tisti, ki odločajo, v bistvu sploh ne vejo, s čem se igrajo. Če bi poznali, kako dragocena je zadeva, vir pitne vode, tega ne bi nikoli naredili. Zase doma tega ne bi nikoli na tak način peljal. Zdaj recimo, če nekaj podatkov povem. Tam pri temole vodonosniku je več kot 20 metrov na dan so premiki podzemnih voda. Zdaj si vi to predstavljajte, ker hočem, zakaj to govorim. Pravijo, ja, sej tisto črpališče ni takoj pod rušo. Res je, ampak pazite, 20 metrov na dan naredi ta voda. In zdaj se vi predstavljajte, kakšna bo zdaj, rekel, kakšne bodo posledice, upam, da nikoli ne bo zgrajeno, ampak kakšne bi bile, s tem, da se ocenjuje, da približno 10 litrov na sekundo bi bilo na najbolj občutljivem delu toka te podzemne vode. Skratka, v trajanju 7 pa do 40 dni od nastanka poškodbe do odkritja in sanacije bi nekako trajalo, da pri neki poprečnem vodnem toku to sploh ugotovimo. Zdaj, sami v bistvu ste že večkrat omenili in slišali, da absolutno vodotesnega tega pač omrežja kanalizacijskega ni. In res je tako. Če kaj od tega je potrebno vedeti in upoštevati, se bom skliceval kar na najbolj aktualno zadevo, ki jo je včeraj povedal minister za okolje, gospod Zajc. Citiram, pravi, največji onesnaževalci imajo moralno dolžnost, da začnejo opozorila znanstvenikov jemati resno in temu primerno ukrepati. No, to je včerajšnja izjava po vrhu v Madridu gospoda Zajca. Zdaj, če on sam ve, kako je treba upoštevati te študije in kako je treba resno se, rekel, do zadev, ki so evidentne, obnašati, potem bo, zdaj imam tukaj članek, bom pokazal, ampak bistvo tega članka je v tem. Študija je bila narejena leta 2014, bili so znanstveniki iz Nemčije, Velike Britanije, Avstrije, Avstralije, Danske in Norveške. In so študirali, se pravi, kakšno bi bilo upravljanje puščanja v tehle kanalizacijskih jaških. In bistvo vsega bistva tlele je, da v obdobju najkasneje 75 let, tle se lepo vidi na takem grafu, 75 let,
dobite že vi maksimalno puščanje kakršnega koli najbolj kvalitetnega cevovoda. Zanimivo pa je, da nimate nule pri puščanju, niti ko je star nič let. Se pravi, puščanje je dejstvo. Gre samo za to, kako imate dober teren, dobro izvedbo, srečo, da ni potresov, ampak govoriti o 100% vodotesni zadevi je neumnost. Oprostite izrazu neumnost. No in zdaj, če bo res tale naš slavni minister Zajc to upošteval, potem mislim, da bi naslednji koraki gradnje tega nesrečnega, bom še enkrat rekel, vodonosnika C0 so znani. Ne sme se dokončati. To je taka zadeva. Zdaj, kaj bi se lahko zgodilo? Če bi to začelo pronicati, prvo, kar bi bilo, bi začeli reševati zadevo s kloriranjem. Ne rabiš biti kemik, noben znanstvenik, nič, odtipkaš na internet in pogledaš, kakšna je razlika, če imaš ti vodo naravno ali pa če jo imaš klorirano. Kamoli, če je prostega klora veliko. Skratka, neverjetna razlika za zdravje, ne bi tega našteval. In zdaj zopet se bom vrnil na slavno listo Zorana Jankovića, ki to naprej rine brez glavo, pač ne moram verjeti zakaj. Škoda, da je ni tukaj, ampak je mestna svetnica, primarij Dunja Piškur-Kosmač. Zdaj pa paste. Doktorica medicine, primarika, specialistka za epidemiologijo. Se pravi, celo poklicno pot se je ukvarjala z preprečevanjem bolezni, skratka epidemijami, kamor tako onesnaženje vode spada. Se pravi, imajo v svoji skupini, če nobenega ne poslušajo, lastni gospej bi verjetno mogli verjeti, ne, bi jim lahko lepo razložila, da kaj takega se ne počne nikoli. Primerov po svetu je ogromno. Imeli smo primere smrti v Ameriki, ker so prepozno ugotovili, skratka, to je mimo vsake pameti. In zdaj ta gospa not napiše, da bo delovala predvsem na tistih področjih, ki vplivajo na zdravje vseh skupin prebivalcev, to citiram, in zato je njena aktivna usmeritev poleg organizacije učinkovitega zdravstvenega varstva usmerjena predvsem v varovanje zdravega življenjskega okolja. Ja, super. Sam ne vidi se tega, ne, mislim, to lepo napišeš gor na predstavitev, ne. Tako da, glejte, mislim, da nima smisla zdaj to vleči in ne vem kaj razlagati, vsakemu normalnemu je jasno, da se to ne dela, da je to mimo vsake pameti in zdaj za konec, jaz ne moram iz svoje, recimo, vojaške ali kakršne koli bomo rekli področja, da vam predstavim še nekaj, kar je v bistvu, nočem strašiti, da smo mi država, ki je teroristično zelo ogrožena in tako naprej, ker to ni res, ampak časi se spreminjajo. In zdaj vam tukaj, recimo, prikažem malo večje, kakšni so stroški za uničenje enega kvadratnega kilometra ljudi. To so, evo, vir je naveden, relevantna zadeva, nič izmišljena. Če hočete vi, tako pač računajo vojske, uničiti en kvadratni kilometer ljudi s konvencionalnim orožjem, spravi z bombami, rabite približno $2000. Če se boste odločili za jedrsko orožje, rabite samo $800. Sam ga moraš imeti, ne, to ni hec. Če se odločiš za kemično orožje, kar je prepovedano, vemo s konvencijo, rabiš samo $600. In zdaj bistvo. Če pa se odločiš za biološko orožje, kar gnojnica in tale fekalije so, potem pa rabiš samo $1. Onesnažiš vir pitne vode in to je to. Jaz mislim, da božjega zaključka za normalnega človeka, kot je to, ne more biti. Hvala lepa. Hvala. Hvala. Imamo še kakšnega prijavljenega k razpravi? Ne. Potem bi zaključil razpravo. Žal moram še enkrat reči, da nismo bili sklepčni in da o predlaganih sklepih
ne moramo glasovati. Bi pa še enkrat poudaril, da sklepi so bili o zaščiti pitne vode na območju ljubljanskega vodonosnika in smo imeli razdeljeno v 3 točkah, in sicer mestni svet MOL zahteva, da župan MOL v okviru svojih pristojnosti takoj zagotovi spoštovanje ustavne pravice do čiste pitne vode in zaščito neodtujljive pravice do zasebne lastnine. Naslednje, mestni svet MOL pristopi k alternativni rešitvi izvedbe kanala C0 po obstoječi trasi ob Celovški cesti, ki leži na ožjem območju z manj strogim vodovarstvenim režimom. In zadnje, mestni svet MOL uskladi spremembo projekta tako, da se ohranijo evropska sredstva. Žal o tem nismo mogli glasovati, tako da ob tej priliki vam lahko samo zaželim vesele božične praznike, ponosno praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti ter srečno in zdravo leto 2020 ter nalimo si čiste pitne vode. Hvala.